Pred nekaj leti smo na našem vrtu postavili nove visoke grede. Ker nas ljudje še vedno veliko sprašujejo o postavitvi in polnjenju naših gred, smo se odločili, da vam prispevek še enkrat pokažemo in s tem odgovorimo na vsa vaša vprašanja. Za svoje zdravje lahko veliko naredimo tudi z doma pripravljeno hrano, z veliko domače zelenjave, ki jo pridelamo na domačem ekološkem vrtu. Pri nas imamo vrt že več kot 30 let in vsako leto naredimo kaj novega. Vsekakor pa nam vrt pomeni tudi sprostitev in veselje. Letos smo lesene visoke grede zamenjali z novimi, saj žal lesene niso zdržale prav veliko let. Ker so nam pred leti na vrtu postavili zanimiv vodnjak, na katerem umivamo zelenjavo, smo se tudi tokrat obrnili na podjetje Tlakovci Oblak, ki je sicer znano po tlakovcih, naredijo pa tudi še marsikaj drugega zraven. Njihova ekipa nam je tako postavila dve novi visoki gredi iz škarpnih elementov storika, ki so v naravnih barv in jih uporabljajo tudi za okrasne zidove, obrobe zemljišč, stopnišča in še marsikaj drugega. Na vrhu so dodali še lesene obrobe in za piko na i na našem vrtu postavili še 3 klopice v istem stilu. Elementi storika so globinsko in površinsko impregnirani, zato bodo kos tudi škodljivim zunanjim vplivom. Ampak danes ostanimo pri naših gredah, ki nam bodo veliko let služile za pridelavo odlične domače zelenjave. Ker jo pridelujemo ekološko, smo najprej namesto folije, ki se sicer veliko uporablja, mi gredo za toplotno in hidroizolacijo obložili z biofilcem Soven iz slovenske volne, ki je narejen v Sevnici ob Dravi. Biovolneni filc je 100% naraven material, ki ne obremenjuje okolja in je razgradljiv. Biofilc sicer uravnava vlažnost zemlje, saj zadržuje vlago, deluje tudi kot gnojilo za zemljo, omogoča manj zalivanja, preprečuje gnitje pridelka in zavira rast plevela. No, nam pa bo služil predvsem, kot sem že omenila, za termo in hidroizolacijo. Filc smo položili tudi na dno grede. Grede lahko napolnimo na več načinov. Mi smo poleg biofilca Soven uporabili še njihovo surovo neoprano ovčjo volno, vejevje in dračje, odpaden les in lubje, pa sekance, slabšo vrtno zemljo s travno rušo, miskantus, mešanico domačega komposta in boljše vrtne zemlje in na koncu še organsko zemljo bioplantela. Za prvo drenažno plast smo uporabili vejevje in dračje, odpaden les in lubje in nato še sekance. Ves ta material deluje kot drenaža in je zato zelo pomemben. Ta plast mora biti debela vsaj 30 cm. Ker je naša greda res velika, smo zato poskrbeli še za dobro izolacijsko plast in na sekance položili surovo neoprano ovčjo volno Soven. Vse to smo dobro potlačili in namočili, da je material čim bolj kompakten. Dodali pa smo še grobo vrtno zemljo s travno rušo in še ekološki miskantus. Tako smo poskrbeli za res odlično izolacijo. Na vse to smo dodali še debelo plast mešanice komposta iz naših domačih kompostnikov in boljše vrtne zemlje. Pri nas imamo kar 5 lesenih kompostnikov in vsako leto dobimo domač kompost, ki je izvrstno naravno organsko gnojilo, polnovreden humus, ki nastane s pomočjo mikroorganizmov, bakterij in gliv in deževnikov, ter je dobrodošel na vsakem vrtu. Kompost je zelo pomemben element v vsaki visoki gredi. Na vrhu pa je debela plast visoko kakovostne organske zemlje za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih, balkonskih in sobnih rastlin ter zelenjave in zelišč v biovrtu.
Organska zemlja za biovrt in cvetje je povsem naravna, izredno bogata z organskimi snovmi in idealna za gojenje vseh vrst rastlin v vrtu, posodah in visokih gredah. Vsebuje optimalno mešanico 3 najkakovostnejših naravnih šod, bogatih s humusom in dodatek vseh potrebnih organskih hranil. Rastlinam nudi dobro vodno-zračni režim, izboljšuje zmožnost korenin za vsrkavanje vode in hranil ter povečuje količino mikroorganizmov in delež organske snovi v tleh. Organska zemlja za biovrt in cvetje omogoča idealne pogoje za naravno zdravo rast in razvoj rastlin, dober pridelek in lep videz rastlin. Nova tehnologija kompaktnega pakiranja pa omogoča, da je substrat stisnen v praktično kocko, ki je bolj enostavna za prenašanje, volumen pa se v uporabi poveča skoraj 2-krat. Tako je zdaj naša visoka greda pripravljena za sejanje in saditev rastlin. Domača zelenjava je sploh v teh časih vredna veliko več kot kupljena. Zato, ker točno vemo, kako smo jo pridelali, imamo vedno svežo in nam ni potrebno hoditi v trgovino. Največ vitaminov in mineralov dobimo prav iz sveže odtrgane zelenjave. Veliko več kot tiste, ki da skozi včasih tudi dolgo pot do trgovine in jo morajo zato tudi malo osvežiti, da vse to zdrži. S čim to naredijo, pa mi ne vemo. No, nam pa je pomembno predvsem to, da je dobrega okusa in vzgojena neprisiljeno in ekološko in da zato vsebuje čim več vitaminov in mineralov. Vsi, ki kaj damo na svoje zdravje, se tega močno zavedamo in zato res znamo ceniti vse, kar nam zraste na domačem vrtu. Pravijo, da ima doma vzgojena zelenjava zato neprecenljivo vrednost.